Naše poslanstvo temelji na čistih virih električne energije, predvsem na obnovljivih virih in pa jedrskih, in pa seveda s tem zagotavljati konkurenčnost tako na vprašanje, ki so povezani z okoljem, kot seveda na zmanjševanje uvozne odvisnosti. Naše vrednote so seveda za okolje prijazna proizvodnja električne energije, skrb za okolje, naši objekti so vpeti v lokalne prostore, so vpeti v prostor Slovenije, proizvajamo električno energijo praktično po celi Sloveniji, da seveda moramo skrbeti za dobro odnose z tem okoljem. In pa seveda želimo zagotoviti celovito ponudbo našim kupcem, našim uporabnikom električne energije in pa seveda to delati na konkurenčen način. Naša osnovna naloga je tudi odprtost, sprejemljivost, tako da smo odprti za komunikacijo z javnostjo in pa seveda tudi z lokalnim prebivalstvom. Ponujamo prvič ceno, ki je v povprečju za 10% nižja od cene naših konkurentov. Natančno, koliko so ti procenti, je odvisno seveda od segmenta in porabe posameznega odjemalca in to bom kasneje prikazal, kaj to pomeni za posameznika, glede na to, v katerem območju Slovenije živi in koliko pač mesečno porabi. Za razliko od večine ostalih distributerjev je naš sistem zelo enostaven in so potem tudi izračuni stroškov temu primerno enostavni, ker je vse zajeto samo v tarifnem sistemu. Vendar, da ne bi izgledalo, da samo izkoriščamo nepazljivost naših konkurentov, ki so ravno pred kratkim podražili cene kljub padcem na borzah, je treba povedati, da mi za to ceno stojimo in jo zaklenemo vse do konca prihodnjega leta. Danes nihče od konkurentov ne ponuja cen za prihodnje leto. Poleg tega, da bo zadeva še bolj privlačna za odjemalce in tukaj mislim, da je tudi največji doprinos, ker se zavedamo, da gre za zelo komplicirano snov ali pa materijo, če hočemo. Spravi, električna energija ni nekaj, s katero bi bili navajeni trgovati vsak dan. Bomo vsem odjemalcem, ki se odločijo, da še pred 1. majem, se pravi do 34. sprožijo postopek zamenjave dobavitelja, omogočili, da imajo prvi mesec električne energije zastojno. In to ne samo električno energijo, ampak tudi obrežnino. Če hočete, lahko to imenujete vstopnica, jaz pa to imenujem garancija, da bodo se lahko odjemalci sami prepričali, da storitev funkcionira in okolikor bi kdor bil nezadovoljen, pa verjamem, da ne bo nihče, bi se lahko še vedno odločil in brez kakršnikoli stroškov zamenil nazaj. Tisto, kar je najbolj pomembno pri celi zadevi, je ravno to, da si želimo pridobivati odjemalce na dolgi rok in zato tudi dajemo ponudbo, ki je za nas zanimiva, pa tudi za odjemalce na dolgi rok. Želimo si stabilnosti in želimo si na ta trg dejansko vstopiti. Naši cilji so mogoče na videz skromni, naš cilj je, da bi v 3 letih osvojili 10% trga gospodinstvi, vendar ker gre za zelo veliko število odjemalcev, verjamete, da bo to tudi infrastrukturno gledano kar velik podvig, če bomo s tem ciljem uspeli. Bi mogoče zdaj čisto na kratko pogledali našo pozicijo, tržno pozicijo napram konkurenciji. Za menoj imate naš tarifni sistem. Ta tarifni sistem je sicer po formi podoben tarifnemu sistemu Elektra Maribor in Elektra Celje. Kot sem pa že rekel, glavno načelo je, da je enostaven in pregleden z vidika izračuna stroškov. Nimamo nobenih pavšalov za vodenje računa, nimamo nobenih eksponencialnih faktorjev, če porabite malo več ali malo manj in podobno. Izračun je, kot sem rekel, vodilo nas je načelo, da hočemo, da je enostaven. Ta cenik bo seveda objavljen na internetni strani in tudi v vseh medijih in podobno. Tule je pa primerjava z konkurenco. Na levi strani imamo ceno v evrih na kilovatno uro, spodaj na X-u imamo pa, kako se ta cena spreminja v odvisnosti od porabe. Tle lahko vidite, da nekateri, se ni bistveno nekateri, čeprav imamo to seveda lepo obrazloženo, da nekateri z velikostjo porabe bistveno zvišajo ceno, ki jo zaračunajo svojim odjemalcem. Zato je tudi zelo težko govoriti danes konkretno, kolikšen je naš procent razlike. Zdaj bom pokazal tukaj naprej, kako se ti procenti gibljajo pri, dajmo jih imenovati, tipičnih porabnikih. V prvem stolpcu imate letno porabo, ki je najprej 1000 kWh, potem 3000, 4000, 7000 in 10000. Prva vrstica, ki je 1000, to so bolj ali manj samska stanovanja, vikendi in podobno.
Druga vrstica 3000 so manjša enodružinska stanovanja, ponavadi brez bojlerja. Tretja skupina so potem srednje velika enodružinska stanovanja, recimo da imajo zmrzovalnik, pa bojler, kaj podobnega. 7000 so že hiše, 10 000 so pa tiste, da jih imenovati največji porabniki, čeprav to niso največji, ampak največji, ki imajo tako bojler, ogrevanje top, sanitarne vode na električno energijo, lahko pa tudi termoakumulacijske peči. In v posameznih stolpcih imamo najprej naše cene, potem pa cene konkurentov, oziroma razliko v procentih med našo ponudbo in ponudbo konkurentov. Tisto, kar je najbolj pomembno, in zato teh 10%, so povprečenja v zadnjem stolpcu. Kaj lahko vidimo? Lahko vidimo, da razlika v ceni narašča v odvisnosti od tega, kolikšna je poraba v povprečju. To pomeni, za vsakega odjemalca je pomembno najprej, kje živi, ker nima vsi enakih cen že danes, potem pa koliko porabi. In več kot porabi, bolj se mu bo v tem primeru zamenjava dobavitelja tudi dejansko izplačala. Tukaj je zdaj samo razlika še grafična, paremo na evro. To je minimum. Še. Tukaj so pa v evrih na letnem nivoju razlike. Verjetno boste rekli, pri ta majhnih je res majhna razlika. Pri ta majhnih je razlika od 0 evrov, to so recimo vikendi, pa do 5 evrov na leto, oziroma 10 evrov v primeru Elektrike Ljubljane. Res ta majhnih. Ta razlika je v principu res majhna. Če upoštevate, da bo imel še prvi mesec zastoj, kar naenkrat zrase na letnem nivoju na 50 evrov. Nekomu je 50 evrov dosti, nekomu je malo. Tisti segment, kjer se pa te razlike bistveno bolj pokažejo, pa pri velikih porabnikih, tisti, ki imajo ogrevanje na električno energijo ali pa velike stanovanjske hiše. V tem primeru je videti, da je razlika že samo iz cene električne energije na letnem nivoju 150 evrov, v primerjavi z nekaterimi drugimi. 150 evrov je to že zame dosti denarja. Tako da z tega vidika je ponudba jasno namenjena tako enim kot drugim. Ključ je bil, da smo najcenejši v vseh segmentih, se pravi, ni važno, kje živite in ni važno, koliko porabite. V vsakem primeru boste pri nas dobili cenejšo električno energijo. In to je tisto, kar je bilo naše vodilo pri oblikovanju cenovne politike. In še, kar se tiče zamenjave, tukaj bi rad povedal, da se zelo trudimo in se bomo še bolj trudili za to, da bi bila zamenjava, se pravi, sam postopek, ki je na videz kompliciran, za uporabnika čim bolj prijazen. Se pravi, večino posla moramo in bomo naredili mi. Tam smo videli iz one tabele, da se bo letno za eno tako poprečno srednje gospodinstvo za 20 evrov zniža, pa me zanima, za koliko se je pa za tega poprečnega odjemalca recimo podražila elektrika v zadnje pol leta? Za več kot toliko. Drži. Poglejte, tle je treba biti zelo jasen. Zakaj je današnji trenutek primeren za vstop na gospodinstva? 3 elementi. Prvi element je ta, ki sem prej rekel, da smo pač leto in pol testirali nas samih, kdaj bomo ustavili to narediti. Drugi element, zgodila se je recesija. Recesija je sesula cene električne energije zelo, zelo nizko. Vendar, nažalost, to znižanje cen do zdaj do odjemalcev, vsaj na gospodinskih, ni prišlo. Ravno obratno. Gospodinske odjemalce so se dogajale izključno in samo podražitve. In to je tretji element, ki je zame, meni osebno sicer vsaj delno ne najbolj razumljiv, ampak prisoten na trgu. Če hočemo nespametne poteze naše konkurence, ne moremo mi odgovarjati. Tisto, kar lahko mi ponudimo, je, da ugotovimo, ali lahko po konkurenčnih pogojih kupimo električno energijo na svetovnih, v tem primeru evropskem trgu, in jo ponudimo gospodinstvu. In ali se nam račun izide. Se nam. In izide se nam ne samo pri teh 20 evrih letnega prihranka, ampak tudi na tem, da bo ta isti odjemalec najprej imel 40 evrov zastoj prvega meseca. Se pravi, bo on profitiral v prvem letu 60 evrov, ne 20, kar je bistveno večji prihranek kot samo ta letni del.